da se lahko to popoldne družimo in pogovorimo o debelosti, ki je strani Svetovne zdravstvene organizacije že od 90-ih let prepoznana kot kronična bolezen. Je pa to ena izmed epidemij, s katero se spopada praktično cel svet in je v bistvu umrljivost in pa zbolevnost zaradi prehranjenosti že v globalnem smislu presegla umrljivost in zbolevnost zaradi podhranjenosti. Tako da mislim, da je to res pomembna tema, ker gre za tako rekoč mati ali pa bolj rečeno mačeho številnih drugih kroničnih nenalezljivih bolezni. Zdaj, kje smo v Sloveniji? Na žalost, pojavnost debelosti v Sloveniji narašča, trendi so neugodni. Če je bilo leta 2010 okoli 17% moških in okoli 20% Slovenk in Slovencev predebelih, te trendi nakazujejo, da bodo leta 2025 predebele že približno 1/4 slovenske populacije. Trenutno nas nacionalni indeks tveganja za debelost umešča med države z zmernim tveganjem za pojav debelosti. Tukaj je bila ena lepa prehodna zgodba v uspehu, kar se tiče obrnitve trenda naraščanja debelosti pri otrocih, vendar je pa žal epidemija pustila svoje posledice in vse to, kar smo prej z zelo dobrimi nacionalnimi programi zgradili pri prevenciji debelosti pri otrocih, se je zdaj nekako zaustavilo in nas čakajo ponovni izzivi. Zdaj, kako pride do debelosti? Pomembno je seveda energijsko ravnovesje, ki je zelo natančno uravnavano. Na eni strani energijsko ravnovesje določa poraba, ki je odvisna od metabolizma, od energije, ki jo porabljamo za termogenezo in pa od telesne aktivnosti. In na drugi strani tehtnice imamo vnos energije, ki je odvisna od lakote in sitosti, od dojemanja lakote in sitosti, od hranil, ki jih vnašamo in pa seveda od absorpcije teh hranil. Zdaj, napačno si je predstavljati, da ljudje z debelostjo pojejo ogromne količine hrane. Gre za veliko natančnost regulacije tega energijskega ravnovesja. Zdaj, če je nek tak povprečen energijski vnos 70 kilogramov težkega odraslega človeka, okrog 900.000 kalorij v enem letu, že zelo majhen odstop, se pravi zelo majhna napaka v tem energijskem ravnovesju v obsegu 11 kalorij na dan ali pa 4 takih dobro obloženih pic na leto, če jih pojemo preveč, samo 4 pice na leto, to pomeni, da bomo pridobili pol kilograma telesne teže v enem letu. Zdaj si predstavljate, v 10 letih je s takimi majhnimi odkloni potem prirast telesne teže 5 kilogramov. Tako da debelost si moramo razumeti kot posledico zelo majhnih kumulativnih odklonov v energijskem ravnovesju. Zdaj pa vprašanje, ali je potrebno bolnika z debelostjo, kot je pogosto taka tradicionalna percepcija, stigmatizirana, dojemati kot posameznika z napačnimi odločitvami, za napačen življenjski slog, ali moramo videti bolnika z debelostjo kot žrtev, ker šele ko bomo sprejeli to percepcijo, to pomeni, da debelost dejansko dojemamo kot bolezen in da bo dobila nekako enak status kot druge kronične bolezni, ki si ga nedvomno zasluži. Zdaj, kako pride do debelosti? Zelo pomembna je predispozicija posameznika.
Gre za poligensko bolezen, več kot 600 genetskih označevalcev je prepoznanih, da je povezanih z nagnjenostjo k debelostjo. To pomeni, da v bistvu nagnjenost podedujemo, potem pa ali se ta debelost razvije ali ne, je pa v večji meri odvisna od okolja. Poleg te klasične poligenske genetske nagnjenosti je pa pomembno, in v zadnjem času se vedno več govori, že za zdravje nosečnice od samega spočetja vpliva zdravje že same mame na ekspresijo številnih genov ploda in seveda kasneje otroka za gene za presnovo, tako da je zelo pomemben ta prenos nagnjenosti tudi med generacijami. Tako da debelost je res treba dojemati že tudi transgeneracijsko. Drug zelo pomembni dejavnik je okolje, obesogeno okolje, ki smo ga danes deležni v razvitem svetu. Tukaj lepo vidimo na tej Botherovi sliki, kako se je tudi tale družinski član maček asimiliral. In da v bistvu debelost obravnavamo kot bolezen cele družine. Nikoli ne bomo uspešni pri obravnavi debelosti, če bomo zdravili samo enega posameznika, vedno moramo obravnavati celo družino. In pa pri ljudeh, starših, ki že imajo debelost, to pomeni, da je tveganje za otroke tako zaradi obesogenega okolja, kot zaradi genetske predispozicije za njune otroke za debelost zelo povečano in tukaj moramo res zelo zgodaj in bistveno bolj intenzivno začeti z primarno preventivo, da pri teh otrocih do debelosti sploh ne pride. Potem je pa še ta tretji nivo uravnavanja energetskega ravnovesja, pa na nivoju posameznika. Tukaj imajo zelo pomembno vlogo možgani, tako imenovani metabolični možgani, ki sodelujejo pri reguliranju apetita. In sicer lahko te centre razdelimo v neke take 3 večje funkcijske enote. Ena enota je odgovorna za homeostatsko hranjenje. To pomeni, da v bistvu jemo, dokler smo lačni in da prenehamo jesti, ko smo siti. Da se ta homeostaza pravilno vrši, mora potekati nemotena komunikacija med periferijo, se pravi med obvestilom o zalogi energije, ki je v maščevju, in pa informacije o akutnem vnosu hranil v črevo, želodec, trebušna slinavka, vse to jetra, vse to signalizira, kakšno je energetsko stanje v telesu možganom. In to je ta funkcijska enota za homeostatsko hranjenje. Potem imamo pa tukaj drugo funkcionalno enoto, ki uravnava apetit in vnos hrane, tako imenovano hedonistično hranjenje. Tukaj je pa vnos hranil nagrajen z nekimi ugodnimi občutji, z užitkom, in tukaj so pa pomembni dopamin, opioidni in kanabinoidni receptorji, in nadzorujejo to željo ter motivacijo za prehranjevanje in pa nadzorujejo zadovoljstvo in ta užitek, ki ga povezujemo s hrano. Zdaj, evolucijsko seveda je to popolnoma razumljiva povezava, ker smo v glavnem je človek večji del svojega razvoja evolucijskega živel v okolju z pomanjkanjem hrane. In je bilo potrebno to vedenje napornega iskanja hrane in vnosa hrane nagrajevati. Zato je logično, da je ta center za hedonistično hranjenje vpleten v regulacijo apetita. Potem imamo pa še tretjo funkcijsko enoto,
ki pa nadzoruje te izvršne funkcije, s tem so pa povezane vedenjske intervencije, ki jih lahko nadzirajo, in pa s katero pa lahko kontroliramo vedenje pri nadzorovanju hranjenja. To so pa te višje kortikalne funkcije. Zdaj, zelo pomembno je, da deluje ta komunikacija med periferijo in pa med temi centri v metaboličnih organih. In tukaj vidite, da je ta signalizacija zelo zapletena, potekajo signali tako iz želodca, črevesja, jeter, trebušne slinavke, kot iz maščobnega tkiva, in te signali se prinašajo po krvi, po portalnem sistemu in po živčevju do možganov. Zdaj, kaj se zgodi pri bolnikih, kjer se to homeostatsko ravnotežje podre in pri kateri se začne nalagati ta pozitivna energetska bilanca, homeostatsko ravnotežje se poruši, in pri bolnikih, ki postajajo prekomerno težki oziroma debeli. Ta komunikacija se poruši. Zdaj, zelo znan primer je v motnjah te signalizacije je tako imenovana leptinska odpornost. Leptin je hormon, ki možganom sporoča, naj ustavi hranjenje. Nastaja v maščobnih celicah in je nekako sporočilo, da je energije, zalog energije v telesu dovolj. In zdaj vedno več, kot je maščobnih celic, več leptina se izloča v krvnem obtoku. Pri debelosti se pa pojavi potem tako imenovana leptinska odpornost ali pa leptinska rezistenca, kar pa pomeni, da metabolični možgani ne slišijo tega leptina in zato posameznik vnaša še večje količine hrane. In to se pri debelosti zgodi na večjih nivojih te signalizacije. Zdaj smo osvetlili, zakaj pride do debelosti, kako se ta zelo natančna biologija energijske homeostaze lahko poruši, do kakšnih motenj pride, in osvetlili smo, da imamo v bistvu zelo dobro prepoznana prijemališča debelosti, kar je pomembno, da mi prepoznamo to patogenezo in patofiziologijo, da lahko neki entiteti rečemo, da gre za bolezen. In tukaj imamo jasno spoznanja in jasno prepoznana prijemališča te bolezni. Zdaj bi se pa pogovorili še o tem, zakaj je debelost kronična bolezen. Kaj se v bistvu zgodi po hujšanju, zakaj smo velikokrat neuspešni, do kakšnih presnovnih prilagoditev pride po hujšanju in zakaj je tako težko vzdrževati izgubljeno telesno težo in to na dolgi rok z nefarmakološkimi ukrepi, spremembami življenjskega sloga, v povprečju uspe samo okrog 10% najbolj motiviranih posameznikov. Zdaj, kakšen je ta after party po hujšanju? Številne raziskave so v bistvu dokazale, da v 2 letih v povprečju pridobimo nazaj 50% izgubljene telesne teže, v 5 letih pa približno 3/4 izgubljene telesne teže. Če to še grafično prikažemo, tukaj imamo raziskave z nefarmakološkimi načini hujšanja, z dietami in spremembami življenjskega sloga, kjer so bili v bistvu udeleženci uspešni, vendar pa potem po opustitvi teh programov je pa v naslednjih letih prišlo do porasta telesne teže. In to ne glede na to, kako hitro so to telesno težo izgubljali. Govorimo o tako imenovanih J-krivuljah. Zdaj, zakaj pride do v bistvu recidiva? Zakaj govorimo o tej kroničnosti debelosti? Zato, ker se po hujšanju vklopijo presnovne prilagoditve v organizmu. In te presnovne prilagoditve potekajo, če poenostavimo, nekako na 3 nivojih.
spremeni se metabolizem organizma, kar pomeni, da se porablja manj energije, da telo špara s porabo energije in da če vnašamo enake količine kot pred hujšanjem, bo to vodilo ne v neko stabilno stanje, ampak v konstanten porast telesne teže. Spremeni se tudi biologija maščobnega tkiva. Zdaj smo uspeli maščo zreducirati, ampak zdaj se takoj vklopijo tudi na nivoju maščoja prilagoditveni mehanizmi, ki težijo nazaj k temu, da se maščoja nazaj ekspandira, in pa spremeni se tudi endokrinologija po hujšanju. Nivo hormonov, teh signalov, ki smo jih omenjali, da skrbijo za sporočanje o stanju energije v telesu možganom, ta endokrinologija se spremeni. Zdaj, zelo veliko smo se v prilagoditvi bazalnega metabolizma in porabi energije naučili z tem programom, zelo znanim The Biggest Loser, kjer so udeleženci v bistvu znotraj teh zelo intenzivnih programov uspeli izgubiti tudi do 60 kilogramov telesne teže, vendar so pa potem te ljudi spremljali še 6 let po zaključku tega programa in so v bistvu ugotovili, da so v povprečju pridobili nazaj večino, se pravi vsaj 40 kilogramov telesne teže. Kar so opazovali, je pa to, da se jim je v bistvu dolgotrajno spremenil metabolizem in da je prišlo do tega pojava prilagoditvenega, ki smo ga omenjali. Tako da v bistvu so porabljali bistveno manj energije za vzdrževanje neke telesne teže in pri enakem vnosu je telesna teža poraščala. Potem smo omenili že prilagoditev biologije maščevja. Zdaj, če si tako grafično predstavljate, maščevje niso samo maščobne celice, tukaj okrog medceličnina in tak citoskelet, v katerega so vpete maščobne celice, tukaj so številne vnetne celice, številne kapilare, tako da to maščobno tkivo nikakor ni sestavljeno samo iz maščobnih celic. In zdaj, ko se te maščobne celice zaradi hujšanja skrčijo, se takoj na številnih celičnih nivojih vklopijo mehanizmi, ki težijo, da bi ta skrčen prostor zapolnili nazaj. Tako da se maščobne celice zaradi teh prilagoditvenih mehanizmov začnejo spet širiti in pa te matične celice se v bistvu raje pretvarjajo spet v zrele maščobne celice. Tako da to je ta drug nivo prilagoditvenih mehanizmov po krčanju in potem imamo pa še na nivoju hormonov prilagoditvene hujšanju. To je bila zelo zanimiva raziskava, kjer je v bistvu intervencija z spremembo življenjskega sloga trajala najprej 2 meseca in pol, potem so pa te preiskovance spremljali še 1 leto in so v bistvu ugotavljali, da hormoni, ki spodbujajo lakoto po hujšanju, ostajajo povišani še celo leto po tej 2-mesečnem programu nefarmakološkega hujšanja. Se pravi, je bil višji nivo hormonov, ki so spodbujali nazaj lakoto, in nižji nivo hormonov, ki so v bistvu možganom sporočali, da smo siti. In to so zmerili tudi z povečano lakoto, ki je vztrajala še v bistvu več kot 1 leto po zaključenem nefarmakološkem hujšanju. In to je seveda sovpadalo tudi z postopnim porastom telesne teže. Je pa pomembno, da se ta endokrinologija hujšanja razlikuje med različnimi načini hujšanja. Zdaj, ta endokrinologija, ki smo jo opisali, je značilna za nefarmakološke ukrepe. Drugačna pa je recimo pri bolj uspešnih metodah hujšanja, pri bariatrični kirurgiji, kjer pa uspemo ohranjati nizek nivo teh hormonov, ki spodbujajo lakoto,
tudi po bariatričnem posegu in višji nivo teh hormonov, ki spodbujajo sitost. Tako da je to eden izmed pomembnih vzrokov, zakaj je bariatrična kirurgija recimo trenutno najbolj uspešen način zdravljenja te morbidne, hude stopnje debelosti, je pa seveda to tudi najbolj invaziven način zdravljenja debelosti. Zdaj pa še zadnji del predavanja. Poskušali smo razložiti, zakaj ima debelost res prave karakteristike bolezni, kakšna je ta patofiziologija v ozadju, zakaj je debelost kronična bolezen, kako se je potrebno boriti s temi vsemi presnovnimi prilagoditvami, ki sledijo hujšanja in kako jih je težko premagati. Zdaj pa nekaj izhodišč za pristop k bolniku z debelostjo. Ker ni dovolj, da mi samo vemo, da je debelost bolezen, ampak moramo v bistvu pričeti tudi ukrepati. Ker prava teža debelosti je v bistvu pretežka, z njo je povezanih več kot 200 drugih bolezni, ki jih lahko razdelimo v neke take 3 večje skupine. Ene so presnovne in srčno-žilne bolezni, ki vodijo v večjo umrljivost zaradi srčno-žilnih dogodkov. Potem druga velika skupina so bolezni, ki prizadenejo mišično-skeletni sistem in pa nikakor ne smemo pozabiti tudi na psihično breme debelosti in pa na bolezni, ki so povezane z depresijo, z anksioznostjo zaradi debelosti. Pri bolnikih z debelosti radi rečemo, da boli duša. Indeks telesne mase je neko dobro merilo debelosti na populacijski ravni, vsekakor pa pove bistveno premalo o tem, kaj debelost naredi za posameznika. Tako da boljši pokazatelj prizadetosti zaradi debelosti je obseg pasu, ki zelo dobro korelira z srčno-žilno ogroženostjo. Še boljša ocena debelosti na nivoju posameznika je pa to, da prepoznamo pri vsakem posamezniku, ko ga začnemo obravnavati, vse zaplete, tako na nivoju bolezni ali pa predkliničnih sprememb, kot na nivoju ovire funkcionalnosti samega posameznika. In šele to nam bo dalo neko tako realno sliko o teži debelosti za vsakega posameznika in šele to bo vodilo k nekemu takemu pravilnemu načrtu za spopad z debelostjo na nivoju posameznika. Zdaj, debelost ima nedvomno vpliv na življenjsko dobo. Vsakič, ko se indeks v tem območju prekomerne telesne teže poveča za 5 kg na kvadratni meter, je to povezano z 30% povečano umrljivostjo. Zdaj, ta morbidna debelost, ko indeks telesne mase poveča nad 40, v povprečju skrajša življenjsko dobo za 8 do 10 let, indeks telesne mase med 30 pa 35 pa vsaj za 2 do 4 leta. Zdaj, kako pristopati k bolniku z debelostjo? Omenja se tak 3D pristop, v angleščini Discussion, Diagnosis, Direction, se pravi, da postavimo, da začnemo z bolnikom govoriti o debelosti, da postavimo diagnozo debelost, ker še vedno se tudi v odpustnih pismih pojavljajo šifrirane na koncu v odpustu vse bolezni, ki so v bistvu zapleti debelosti, ne šifriramo pa kot samo bolezen debelost. Zelo redko v teh odpustnih pismih najdemo diagnozo debelost. In pa seveda je potem treba bolnika usmeriti. Zanimivi so izsledki ene velike raziskave, kjer so v bistvu ocenjevali percepcijo debelosti kot bolezni med bolniki in pa med zdravstvenimi delavci. In bolezen
debelost kot bolezen je prepoznalo skoraj 90% zdravstvenih delavcev. In pa debelost kot bolezen je prepoznalo okrog 65% bolnikov z debelostjo. Zdaj, približno 60% bolnikov je pričakovalo, da bo o debelosti prvi začel govoriti zdravstveni delavec. Se pravi, ne da bodo bolniki začeli pogovor o tem, ampak da bo zdravnik oziroma zdravstveni delavec načel to temo. Velikokrat žal te teme v zdravstvenem sistemu ne načnemo, še vedno ne. Med bolniki z debelostjo v tej isti raziskavi dobilo diagnozo debelosti, to je bila mednarodna velika raziskava, samo približno 1/3 bolnikov. In kar je še bolj alarmanten podatek je, da je pa samo 1/5 vseh bolnikov za debelostjo pa dejansko dobila kakšen nasvet, kakšna usmeritev glede pričetka zdravljenja debelosti. Tako da, ko bomo v bistvu spremenili to percepcijo, bomo dejansko lahko govorili, da debelost prepoznavamo resnično kot bolezen in da bomo uspeli ukrepati. Sem pa zdaj doživela v bistvu nekaj takih lepih zgodb v zadnjem času in eno želim deliti z vami z urgence, z internistične prve pomoči, kjer je prišel zdaj pred 3 tedni na predzadnjem dežurstvu gospod Marjan, star okrog 56 let, ki je bil seveda prekomerno težek, z povečanim obsegom pasu. Omenili so mu že, da ima mejno višji krvni sladkor, svetovali so mu že dieto, nekaj let se je zdravil že zaradi povišanega pritiska in zaradi holesterola, in zdaj je pa prišel zaradi motnje srčnega ritma, zaradi atrijske fibrilacije. Zdaj je bilo treba to seveda elektrokonvertirati, na urgenci je bil zaradi atrijske fibrilacije in ta zdravnik, ki je izvajal elektrokonverzijo, sem zdaj recimo prvič doživela, da je omenil temu gospodu Marjanu, gospod, če bi imel pa vi zdaj 15 kilogramov manj, pa vseh teh zapletov, ki jih imate, in tudi te motnje ritma ne bi imel. In to je čisto skladno z temi posodobnimi priporočili obravnav bolnikov z atrijsko fibrilacijo, kjer poudarjajo ta integrativen pristop k bolniku z motnjami ritma, srčnim popuščanjem in z vsemi boleznimi, ki so v bistvu povezane z debelostjo, da v bistvu moramo v tej verigi ukrepov naslavljati tudi debelost kot tisti možen vzrok teh zapletov. In tudi potem po elektrokonverziji se je na urgenci zgodilo, da so rekli, no, saj zdaj pač imate prekomerno telesno težo, ampak če boste pa zdaj uspeli shujšati za vsaj 10%, vam pa to zelo zmanjša delež ponovitev teh motenj ritma in pa izboljša tudi uspeh zdaj nekih takih bolj specifičnih zdravljenj za obvladovanje motenj ritma. Tako da nikoli ni prepozno. In to mislim, da je pomembno, da je zelo dober pristop, da na vseh vstopnih točkah v zdravstveni sistem, ali je to na urgenci, ali je to pri ortopedu, ali je to pri diabetologu, ali je to pri družinskem zdravniku, ali je to pri zobozdravniku, da na vseh nivojih naslavljamo debelost kot bolezen, opozarjamo na to bolezen, ker skupaj bomo v bistvu lahko bolj uspešni v obvladovanju te epidemije. Zdaj, kako pa določiti cilje zdravljenja debelosti? Zdaj, uspeh hujšanja, ta sistemski uspeh, je seveda odvisen od tega, kako intenzivna bo redukcija telesne teže. Vsak odstotek je v bistvu za zdravje ugoden, je pa seveda več, kot izgubimo, so učinki večji in je to bolj ugodno. Zdaj, pri 5% v bistvu naredimo veliko, pri 10% naredimo več in pri 15% naredimo še več. Kar je pomembno,
da ta cilj zdravljenja, koliko bi bilo potrebno skušati, govorimo o medicinskem hujšanju, se pravi o hujšanju, ki bo vodilo v izboljšanje posledic debelosti, ta plan lahko naredimo, če poznamo bolnika in če lepo ocenimo vse zaplete debelosti. Tako da je točno poznano zdaj za vse pridružene bolezni, kakšen odstotek v bistvu je tisti učinkovit odstotek izgube telesne teže, ki vodi v pomembno izboljšanje zdravja. Zdaj za znižanje v bistvu telesne teže pri bolnikih z zgodnjo sladkorno boleznijo, ko še ni povsem izčrpana funkcija beta-celic trebušne slinavke, se je izkazalo, da je že znižanje telesne teže za več kot 15% lahko vodi k ozdravitvi sladkorne bolezni. To je zelo pomembno sporočilo. Če začnemo zgodaj, na začetku pojava sladkorne bolezni, potem lahko v bistvu bolnika s sladkorno boleznijo pozdravimo samo z redukcijo telesne teže. Zdaj, ko je to seveda napredovalo stanje, je to bistveno težje dosegljivo. In pa dokazano je tudi, da zdaj te večje redukcije telesne teže za več kot 15% vodijo tudi v znižanje umrljivosti pri bolnikih z debelostjo. Je pa tudi znano, da prej, ko začnemo, bolj smo uspešni. Tukaj je v bistvu grafikon, ki prikazuje različne študije z farmakoterapijo debelosti. Zdaj dobivamo tudi zdravila, kjer bomo lahko dosegali redukcijo telesne teže nekje od 10 do 20%. Kar skušam prikazati s tem grafikonom je to, da se je jasno izkazalo, da je bila tudi ta farmakoterapija bolj uspešna pri bolnikih, ki so imeli debelost in še niso imeli velikih presnovnih zapletov, predvsem sladkorne bolezni z debelostjo. Tukaj so bila zdravila bistveno bolj uspešna, tako da prej, ko začnemo, bolj je zdravljenje debelosti s katerokoli modaliteto, ali z življenjskim slogom, ali zdravili, ali z bariatrično kirurgijo bolj uspešno. Če zaključimo predavanje, zdaj najprej tradicionalni pogledi na samo debelost. Debelost smo tradicionalno jo opredeljujemo kot bolezen, ki nastane zaradi majhnih kumulativnih odklonov v energijskem ravnovesju pri posamezniku, ki ima genetsko predispozicijo. In zdaj, če je podvržen obesogenemu okolju in podeduje to nagnjenost k debelosti, potem lahko res že taki zelo majhni kumulativni odkloni vodijo v debelost, ki je progresivna kronična bolezen. In pa tak tradicionalni pogled, da je relaps, ki sledi hujšanju, v bistvu posledica nezmožnosti trajnih sprememb življenjskega sloga in pa vedenjskih vzorcev posameznika. Vemo pa zdaj, ko bolje poznamo to patofiziologijo presnovnih prilagoditev po hujšanju, da je v bistvu tak pogled za tega posameznika nekoliko krivičen, ker se vsi ti posamezniki zelo trudijo, da bi to telesno težo vzdržali, vendar prilagoditveni mehanizmi delajo v nasprotno smer. Težimo nazaj k temu, da bi se ponovno zredili. Tako da zato sem poskušala v bistvu osvetliti tudi nekaj novejših pogledov na debelost, da jo dojamemo tudi kot neko kompleksno bolezen, kjer imamo spremenjeno komunikacijo med periferijo in pa med metaboličnimi možgani, da imamo prepoznana primališča debelosti. Zdaj, to je po eni strani pomembno v destigmatizaciji bolnikov z debelostjo, da jih ne dojemamo kot neke grešnike, ki so se odločili za nezdrav življenjski slog, ampak da to resnično dojemamo kot bolezen. Po drugi strani pa to zelo pomembno, ta nova spoznanja, ker v bistvu
vzpostavljajo platformo za bolj uspešen boj proti debelosti in res se v zadnjem času zelo razvija tudi farmakoterapija hujšanja. Tako da tukaj bomo deležni prebojev v naslednjih letih, desetletju. Bolj se bomo znali spopadati, ker vemo več o sami patologiji in patofiziologiji debelosti. In pa, da ta relaps, ki sledi hujšanju, da razumemo zdaj ne kot krivdo, v bistvu pomanjkanje motivacije posameznika, da bi dalje vzdrževal ta življenjski slog, ampak kot posledico neke arhaične fiziologije, biologije pa endokrinologije, ki je še res posledica tega razvoja, ki smo se mogli boriti, ko je šlo za pomanjkanje hrane, tako da je organizem narejen tako, da je v bistvu bolj nagrajeval hranjenje in bolj težil k temu, da se je ohranjala telesna teža, da vidimo to res kot posledico teh prilagoditvenih mehanizmov, ki pa jih bomo vedno lažje premagovali z kombinacijo nefarmakoloških ukrepov, ki so nujni in to je tista osnova, zdrav življenjski slog, si bomo pa lahko pomagali z tako imenovanimi berglami, da bomo to lažje premagali, te prilagoditvene mehanizme po hujšanju, tudi z farmakološkimi pa kirurškimi manipulacijami, da bomo potem, ko bomo premagali te presnovne prilagoditve, lažje vzdrževali zdaj tisto izgubljeno telesno težo, ker kot smo rekli, debelost je progresivna kronična bolezen in je tukaj dolga pot k ozdravitvi. Načeloma velja, da bi mogli izgubljeno telesno težo vzdrževati vsaj 5 let, da rečemo, da nekje je bilo hujšanje uspešno. In pa še čisto za konec, da res razumemo, da gre za bolezen, da gre za pomembno kronično bolezen, ki je vzrok za več kot 200 kroničnih, hudih bolezni, ki skrajšujejo življenjsko dobo in da je čas, da ukrepamo na vseh nivojih zdravstvenega sistema. Jaz sem namenoma dala primer urgenco, tudi kot primerno točko, da naslovimo to bolezen, ampak to mora biti res na vseh nivojih, ker z takim pristopom bomo uspešnejši, pa celo ne samo na nivojih zdravstvenega sistema, to bo bistveno premalo, ampak na vseh segmentih družbe je treba o tem govoriti in delati zdravo družbo brez debelosti, da je na nivoju posameznika potrebno oceniti vse zaplete, vse posledice debelosti in potem glede na prizadetost posameznika postaviti cilj zdravljenja. Se pravi, da ne težimo samo k temu, da bomo izgubili zdaj 10 kilogramov ali pa 15 kilogramov, ampak da pogledamo, kaj je tisto medicinsko hujšanje, kar pomeni hujšanje, ki bo prineslo za zdravje pomembne učinke za posameznika in da potem na podlagi tega, ko vemo, koliko mora biti ta odstotek izgubljene telesne teže za posameznika, izberemo tudi primerno orodje. Tukaj imamo multimodalne pristope, ključen, osnoven korak, tista glavna stopnička, zdrav življenjski slog. Zdaj, če mora biti pa te cilji večji, pa se veselimo novih možnosti zdravljenja s farmakoterapijo. Zdaj slovenske nacionalne smernice, da se to vključi, so že pripravljene v naslednjih mesecih. Bomo dobili tudi zdravila in zdravstveni sistem se bo organiziral tako, da se bo lahko to čim bolj široko uporabljalo. In pa seveda za tiste najbolj prizadete z morbidno debelostjo, z največ posledicami, pa še vedno daleč najbolj učinkovito kirurško zdravljenje debelosti. Vse to se mora pa prepletati in vsi ti pristopi morajo biti komplementarni.
Pomembno sporočilo tudi to, da prej, ko bomo začeli, manj, ko bo zapletov, prej bomo naslavljali res ta vzrok vseh sledečih bolezni, bolj bomo uspešni in to z vsemi modalitetami, tako z življenjskim slogom, kot s farmakoterapijo, kot s kirurškim zdravljenjem. Tako da prej, ko začnemo, bolj bomo učinkoviti. Pomembno pa tudi to, da nikoli ni prepozno. Tako kot za tega gospoda Marjana z urgence, zdaj ja, ima že nekaj zapletov, ima presnovni sindrom, ampak če bo zdaj shujšal, bo lažje obvladoval te zaplete, do katerih ga je pripeljalo. Tako da nikoli ni prepozno in vsak majhen korak šteje. Zdaj, to bi bilo z moje strani v obliki predavanja, zdaj pa sem na voljo za kakršnakoli vprašanja. Eno vprašanje je v chatu. Aha, čakajte. Gospod z Facebooka je postavil. Imate? Ja, zdaj prvo vprašanje, tako kot smo rekli, zdaj, treba res na nivoju posameznika oceniti, kakšni so zapleti, kakšna je zmogljivost in izbrati primeren način. Zdaj, prehitro pa preveč izrazito hujšanje je lahko zdaj pri starejših bolnikih tudi škodljivo, ker potem gre lahko na račun ta izguba telesne mase, predvsem na račun izgube mišične mase, to vodi v sarkopenijo. Tako da tukaj bi jaz rekla, da ni nekega recepta za vse. Treba je vedno načrtovati to z strokovnjaki, program hujšanja za vsakega, koliko bi bilo primerno. Orodja imamo zelo različna in potem izbrati za vsakega posameznika primeren način življenja. Zagotovo pa bi pa mogli na recept pripisovati vsem zdaj nekako telesno aktivnost v okviru zmožnosti in pa skrb za zdravo prehrano. To je pa tista osnova, ki je pa v bistvu ključ za zdrav življenjski slog. Ja, zdaj glede teh... Lahko še nekaj vprašamo? Ja. Jaz sem, hvala za lepo predavanje. No, mi, ko smo od Društva za srce, tudi smo pač preventivno društvo, bi sam rekla mogoče še to, da moramo se truditi tudi pri tistih, ki niso še predebeli, da preventivo, da se sploh ne zredijo, predvsem to, pa pri otrocih se mi zdi, da je zelo pomembno, v šolah in tako naprej, da si bi mogli res truditi, in starši. Me pa zanima, kaj vi mislite o keto dieti? Mene večkrat, kaj vprašajo pacienti, jaz o tem zelo malo vem. Sem sama zdravnica, zelo malo vem. Ja, zdaj, iskreno povedano, jaz tudi nisem dietetik, o dietah tudi zelo malo vem, ampak načeloma priporočamo, zdaj najbolj zdrava je mediteranska dieta. Tako da načeloma, zdaj tako za posameznika tista dieta, zlasti pri mlajših ali pa v tem srednjem obdobju, ne predpisujemo dieta. Dieta je uspešna tista, ki deluje za posameznika. Nikakor mu ne moramo spet nekih receptov predpisovati, ker če on tiste hrane ne bo maral, če se ne bo mogel pripravljati, če ne bo mogel si privoščiti, potem to zagotovo ne bo uspešno. Tako da tisto, kar v bistvu deluje pri posamezniku, kar gre v njegov življenjski slog, v njegov način prehranjevanja, v njegove navade, v njegov okus, tisto je učinkovito, ker glede na to, da je to kronična bolezen,
bo mogla biti adherenca zelo dolga in to vemo, da zdaj, če bo nekaj vsiljeno, ne bo nikoli delovalo na dolgi rok. Tako da diete v bistvu pri hujšanju sploh niso ključne. Zato se z njimi tudi tako ne ukvarjamo. Zdaj, če pač posameznik pripisuje večji pomen dieto, pa si poišče to pomoč, ampak načeloma pa diete niso tako zelo pomembne. No? Tisto, kar za posameznika deluje. Vemo pa, da največ zdaj z dokazi podprtih, dokazov imamo pa za zdravje, za srčno živje zdravje, pa za to mediteransko dieto. Ja, zdaj vidim, da tle so tudi vprašanja v zvezi z napotitvijo k endokrinologu. Zdaj, glede na to, kako pogosto bolezen gre, pa večinoma ni vzrok neko hormonsko neravnovesje. Zdaj, pod 5% debelosti je tako imenovane sekundarne, kjer bomo mi najdeli ali motnje ščitnice, ali prekomerno izločanje kortizola, ali v bistvu imamo neke redke endokrine bolezni, kjer so prizadeti zaradi kakšnih tumorjev centri za lakotositost. Tako da teh sekundarnih oblik debelosti, ki bi res potrebovali specialista endokrinologa, je v bistvu zelo malo. In glede na prevalenco bolezni je vsekakor treba obravnavo razpršiti na vse nivoje zdravstvenega sistema, tako kot smo rekli, na vseh točkah, kjer se srečujemo z strokovnjaki, je treba to naslavljati. Zagotovo pa jaz mislim, da imajo zelo pomembno vlogo družinski zdravniki, iz večjih razlogov, ker v bistvu razvijajo najbolj tesen stik s svojimi bolniki, pa ker poznajo tudi celo družino, družinsko ozadje, in smo rekli, da sama debelost je vedno bolezen družine, tako da je tukaj zelo pomembna vstopna točka. Tudi mislim, da odlični so te centri za krepitev zdravja. Zdaj žal ta epidemija je preventivo ustavila, preusmerila kadrovske resurse res v pač epidemiološke potrebe, ampak tukaj jaz nadajam, da v bistvu si lahko obetamo, zdaj, ko bo to spet polno začelo delovati in ko se bo še krepil spet ponovne uspehe, ker na otrocih vidimo, da s temi prijemi se da v bistvu obrniti ta trend debelosti. Pa tako, kot ste poudarili, boj z debelostjo bomo v bistvu zmagali šele takrat, ko bomo naredili nekaj na primarni preventivi, se pravi takrat, ko do te debelosti sploh ne bo prišlo, kar pomeni, da moramo res to naslavljati zelo zgodaj, že med nosečnostjo, v vrtcih, šolah, zlasti biti pozorni pri tistih otrocih, ki so v osedenem okolju, ki imajo to nagnjenost debelost, kar se vidi zdaj po starših. Tako da tukaj bomo pa res dokončno dobili to bitko. In gre res za vplest vse segmente družbe. Zdaj Skandinavci imajo v bistvu cele projektne skupine urbanistov, arhitektov, kako spremeniti, kako narediti načrte mest, da bo družba bolj zdrava, da ne bomo hodili v nakupovalne centre, kjer imaš vse na kupu, ampak da bomo v bistvu pešačili in kolesarili med različnimi upravki po mestu. Potem je tukaj, bi bilo pomembno, to, kar so se naši diabetologi pa kolegi pediatri trudili, obdavčiti zdaj sladke pijače, potem res zdravstveno-vzgojni programi so tukaj pomembni. Res vsi segmenti družbe morajo težiti k preventivi. Poslal sem vam direktno chat z vprašanjem, pa ne vem, če ste ga pogledala ali ga preberem. Čakajte, dajte prebrati, pa si bom sam slušalke dala gor, ker vprašanje malo slabo slišim, samo počakajte, prosim. Ja, kar izvolite. Preberem. Težko vzdrževati dejansko doseženo telesno težo, ki je zame še sprejemljiva, star sem 77 let,
visok 172 cm, težak 94 kg, kar je malo več, preveč, verjetno. Nihanja zelo težko zdržim, ampak zelo na 2 kg, trebuh ni izrazit, zajtrk malo, zajtrkujem malo, kosilo redno, večerja nič, teža ne pada, ostaja ali pa zelo težko, zelo pazim na to, ampak opažam, da pri močnem predklonu trebuh stisne pljuča in skoraj izgubim dihalno funkcijo. To me skrbi. Sluševalnega programa seveda še nisem poskusil, vendar je vprašanje predvsem, kaj je glede na leta še sprejemljivo, ali je ta teža ali pa kako glede na leta, ne? Ja, jaz sem poskušala tako na splošno odgovoriti na začetku, težko je sam s temi podatki povedati, no, ker tehtanca je bistveno premalo, no, pa višina. To je ta indeks telesne mase, ki smo rekli, da v bistvu je dober populacijski indeks, da v bistvu ocenjujemo pogostost debelosti, ampak na nivoju posameznika nam pa sploh nič ne pove. Nismo omenjali še tako imenovanega pojma sarkopenična debelost, tako da tukaj je zelo pomembno in pri starostnikih je to še toliko bolj pomembno, kakšna je dejanska ne sam indeks telesne mase, ampak zdaj kakšna je v bistvu telesna sestava. Sam ste zdaj pravilno že izpostavil ta trebuh, če ni prevelik, je to zelo dober, ne? Ker zdaj lahko en indeks telesne mase pri enemu človeku, ki ima dovolj mišic, je v bistvu zdrav, ne? Pri drugemu, ki bo imel pa v glavnem maščevje, je pa presnovno ogrožen. Potem je tudi ta razporeditev maščevja zelo pomembna. Zdaj, če je to na trebuhu nakopičen, je to čisto ena druga debelost, kakor če se to razporedi po bokih ali pa enakomerno po telesu. Tako da tle imamo bolj natančne ocene potem za kakšno razporeditev telesne sestave gre. Tako da se klinično oceniti tudi zdaj iz aktivnosti, iz zmogljivosti, kaj je potrebno in se potem to na vsakega posameznika prilagodi. Vsekakor pa neke hude redukcije telesne teže pri starejših bolnikih, nenadzorovane, pa nenačrtovane strani strokovnjaka, so lahko pa v bistvu neugodne za zdravje, ker je tukaj še toliko večja verjetnost, da bo najprej začel pobirati mišice pred maščo in s tem pa ne naredimo nič dobrega, tudi v tem presnovnem smislu ne, in lahko samo poslabšamo zdravje. Tako da jaz predlagam, da se obrnete na vašo zdravnico, pa boste potem naredila načrt. Ampak tako, ko opisujete, jaz ne bi bila zaskrbljena zdaj zaradi samih kilogramov, no. Če ste vi fizično dober, aktiven, pa nimate trebuha, potem to ni tako zaskrbljujoč podatek, no, sama telesna teža. Hvala lepa. No, skrbi me predvsem tole, ko je res ta predklon, pa stisk, pa stisne pljuča, to je tak. Ja. Ampak saj, ko pa stojite, pa lepo dihate, ne? No, nobenega problema, tudi fizično pri moči ni problem, ne? Ne, če se to dogaja pri predklonu, ni treba, da ste zaskrbljeni. V redu, hvala lepa. Dober dan, Martin, pri telefonu. Jaz imam tudi eno vprašanje, če lahko kar takole preko mikrofona. Ja, izvolite. Ja, me slišite. Dobro. No, malo bom takole, imam en specifični problem, mogoče čisto enostavno, ampak jaz ga tako doživljam. Prva stvar je to, da so moji predniki verjetno bili neandertalci, ker se zredim vedno v jeseni, pol pa spomladi mi to ne glede, kako se obnašam, mi splahne vse skupaj, ne. Tako da tu je neka genetika, verjetno igra vlogo. Druga stvar je, sem precej aktiven, fizično, ne sem športno, ampak tudi upravljam neko tako delo, sem še v službi, star 62 let, po operaciji 3 bypassov. In težavo imam, da ko sem po operaciji pač oslabel, sem začel kar precej fizično se obremenjevati in nekako po telesu sem opazil, da
da me zmanjkuje, ne? Na vagi ni pa nič se pokazalo. Se pravi, kot da bi mi mišično maso dvigovalo. Tak občutek imam. Zdaj pa ne vem, ali je to pravilen zaključek ali ni, ali je to pač neka domena moja, čisto takšna. Ne, to je odličen zaključek. Zdaj, tako zelo pomembno je, da se res pri hujšanju ne koncentriramo na tehtnico, ne. Tam ste videli tudi na predavanju, je bilo to, pokopljamo ta indeks telesne mase na nivoju posameznika. To je tudi tako, ljudje v bistvu to jim jemlje voljo, pa toliko se trudim, pa sem telesno aktiven, pa kile pa nikamor ne grejo. Ampak točno to, kar ste vi opazili, vam se povečuje mišična masa, s tem se bistveno izboljšuje srčno-žilno zdravje, presnovna ogroženost se manjša, tako da zaradi tehtnice se nikakor ne smete sekirati, ne, tako. Tudi zdaj bazalni metabolizem, to, kar smo rekli, da je bil tam problem, pa te presnovne prilagoditve. Več, kakor imamo mišice, boljši metabolizem ohranjamo, ne. Tako da tehtnico pozabite, če vi opažate, da ste močnejši, kako vas pobira, je to odlično in samo nadaljujte tako s svojim življenjskim slogom. Tako. Kaj pa tole, ta endertalski faktor v jeseni, ko je sadja veliko, ko je pač teh nekih dobrot, da ja neko zalogo delam, se da to čisto v glavi rešiti ali kako drugače, ne? Ker to je... Dokler nimate tega progresivnega porasta, ne, tako, niste na tem trajektoriju kronične bolezni progresivne, tako da bodite veseli za tako genetiko, no, tako. Da lahko hitro imate tako presnovno fleksibilnost dobro, no. In to res tudi na nivoju posameznika se razlikuje. Eni zelo hitro preklapljajo tudi med porabo ogljikovih hidratov, maščob, zelo hitro pridobijo, izgubijo, no. Tako da vi ste pač v skupini teh srečnežev. Dej, škoda, ker so neandertalci izumrli, ne? Najlepša hvala, baš mi je bilo všeč, da sem poslušal predavanje. Hvala tudi vam za udeležbo. Zdaj tlele je še eno vprašanje, da bi kar naprej jedli, da ne dobite obvestila, da ste siti, gospa Marjanca, da bi jedla še kar naprej. To je zelo pomembna ta tema, ki jo odpirate. Jaz mislim, da bi mogli mi več pozornosti posvečati vedenskim vzorcem prehranjevanja, ne. Tako da, ko delamo načrt, zdaj v tem zdravnik ali pa sestre ali pa kdorkoli, je zelo pomembno, da res poznamo, kakšen tip jedca ste. A je to problem neko čustveno prenajedanje ali nekontrolirano prenajedanje, ali res ta pač slab občutek za sitost, ker potem se tudi orodje lažje prilagodi, no. Zdaj, kaj je problem, ne, tako zdaj? Jaz zelo rada jem, ne, nisem zbirčna in jem, sicer se trudim, da vzdržujem eno težo, ki jo imam že od mature, ampak me jezi, ker nisem sita. Če ste uspeli vi vzdržati težo že od mature, pol po moje, da ne rabite danes tega predavanja, no, tako. Ker se veste, mislim, zdaj tako načeloma je naravno, da pač z leti pridobivamo telesno težo, tako da jaz mislim, da vi odlično obvladujete te vaše signale, ne, po lakoti, in da imate zelo močno voljo, da premagujete, da ste ena izmed tistih zelo redko visoko motiviranih ljudi, no, ki vam uspe te presnovne prilagoditve zelo dobro premagovati. Zdaj pa, če pa ima kdo resno, pa da to pol dejansko vodi v debelost, ne, te težave je pa tlele si veliko obetamo zdaj s temi novimi orodji, ki se zdaj razvijajo, farmakoterapija, kjer se bo pa dalo z zdravili pretentati, ne, te centre za lakoto pa sitost in bo to lahko neka bergla v začetku, ko je zelo težko zdaj z zdravim življenjskim slogom premagati to, ne.
in bo neka mesečna terapija ali pa pač neko obdobje s to terapijo, bomo lahko pretentali te centre za lahko sitost in bomo vzpostavili s pomočjo teh zdravil lahko novo ravnotežje, da bomo potem lahko ostajali na novi energetski bilanci in naprej živeli z zdravim življenjskim slogom. Ampak vi, tako kot poveste, nikakor ne potrebujete nobenih bergel, no? Imate močno voljo in visoko motivacijo in res to disciplino in sote med tiste srečneže, ki Ne, zelo cenim zdravje in vse podrejam temu. Na dan se gibam po 2 uri. Ne, res veliko dam za sebe. Ampak ne, upam, da se bom še dobro gibala, da bom to vzdrževala. Ne daj Bog, da ne bi mogla se gibati, potem... Ja, dajte vztrajati, no. Hvala lepa. Čestitke pa spodbude za naprej. Hvala. Čakajte, če TSH zdravili normalen, ščitnica ni kriva za debelost. Kaj pa stres in kortizol? Ja, zdaj, če TSH, v bistvu, če je funkcija ščitnice uravnavana z evtiroksom, eltroksinom, potem ščitnica ni kriva za debelost, ne. Redimo se takrat, ko imamo pomanjkljivo delovanje ščitničnih hormonov in to ne je zdravljeno. Stres pa vsekakor prispeva pomembno k debelosti, ker kortizol zelo spreminja zdaj to signalizacijo, to receptivnost, lakote, sitosti. V vse te centre se kortizol vpleta. Na vseh nivojih, na periferiji in centralno. Na vseh teh prijemališčih, ki smo jih omenili, stres vpliva. Tudi pomanjkanje spanja, recimo, tle je zelo pomemben tak uravnotežen življenjski slog, kjer ne smemo pozabiti na spanje, da imamo higieno spanja, ne. Ker tudi te hormoni imajo dnevno-nočni ritem, če ne spimo dovolj, se povečajo hormoni za lakoto in zmanjšajo tisti za sitost in je to spet stimulus, da se redimo. Tako da spanje je tudi zelo pomembno pri obvladovanju in vzdrževanju telesne teže. Ja, zdaj, kdo ti lahko napiše recept za ta zdravila, ki smo jih omenili? Zdaj, trenutno sta v Ljubljani, mislim, da 2 centra, kjer se ukvarjajo z farmakoterapijo debelosti. Zdaj, vzpostavlja se zdaj sistemno, to ne bo zdaj z danes na jutri, ampak v naslednjih letih, da se bo v bistvu razvil zdravstveni sistem, da bo to bolj dostopno. Je pa treba povedati, da zaenkrat zavarovalnica teh zdravil ne krije, ne. Tako da zaenkrat so dostopna samo plačniško, gre pa v bistvu ves ta razvoj. Zelo veliko se vlaga v terapijo za hujšanje, ker je to globalen problem, tako da čaka se zdaj rezultate raziskav, ki bodo dejansko pokazali, da ta farmakoterapija, zdaj smo rekli, premalo je, če mi sam shujšamo, ne. Moramo dokazati, da gre za medicinsko hujšanje, da je to hujšanje učinkovito in zdaj potekajo velike raziskave, kjer skušajo dokazati oziroma bomo videli, kakšni bojo rezultati, da ta farmakoterapija hujšanja rezultira tudi v izboljšanju srčno-žilnega zdravja, da bo manj srčno-žilnih dogodkov, da bo manj progresa v sladkorno bolezen in verjamem, da takrat, ko se bo pa dokazalo, da gre dejansko za medicinsko hujšanje, ne samo za neko lepotno hujšanje, da se zgubi 10-15 kilogramov, ampak da terapija, da deluje tudi kot medicinsko hujšanje, da bo imela pa tudi zavarovalnica več posluha za umestiti in pozicionirati to srednjo modaliteto pri pristopih k hujšanju. Ob nefarmakoloških ukrepih, pomembni vlogi centrih za krepitev zdravja, pa tem ekstremu z kirurgijo, ne, da bo to vmesno vrzel za redukcijo telesne teže med 10 in 20%, krila farmakoterapija,
Seveda bo treba zbrati primerne bolnike, ker nobena zdravila niso brez stranskih učinkov in vsak za to ni primeren, pa predvsem rabimo dokazati, da gre za medicinsko hujšanje. Da ne gre zdaj samo za neko slepo izgubo telesne teže na tehtnici, ampak da bo to imel take učinke. Tako da zdaj čakamo izide teh študij in potem se bo dal drugače pogajati, no, tako, tudi z odločevalci. Še kakšno vprašanje? Tako da v lekarni še jih ni, da bi si lahko kupil zdravila? Zdaj si pomagamo, te učinkovine se drugače uporabljajo v terapiji za zdravljenje sladkorne bolezni. Tako da centri, ki se ukvarjajo s farmakoterapijo za hujšanje, v bistvu si pomagajo s temi učinkovinami, ker so enake kot pri zdravilih, ki bojo registrirane za debelost, oziroma vse strani ameriške pa Evropske agencije za zdravila je to že indicirano, ampak zdaj po celem svetu so v enakem položaju, no. Zaenkrat si te centri, ki so pri nas že delujejo, si pomagajo z učinkovinami, ker so enake, ki jih uporabljamo za zdravljenje diabetesa. Ampak je pa to področje, zdaj zaenkrat sem ga samo omenila, da veste, kaj prihaja, no, ki se še razvija, pa kaj je mogoče malo za počakati, da se vzpostavijo klinične poti, no, znotraj zdravstvenega sistema. Ampak tako je nek obet, no, da te pomoči. Hvala. Ključno pa zdrav življenjski slog, ampak vidim, da vsi, ki ste tukaj, ste zelo osveščeni in vam jaz tako res iskreno čestitam, no, da ste prepoznali pomen skrbi za zdravje. Pa danes še posebne čestitke, ker je tudi svetovni dan zdravja. Eno vprašanje je še glede hormonske debelosti. Ja, tako kot smo rekli, zdaj tega je zelo malo. Zdaj, če kdaj k endokrinologu, no, kadar posum v zdravnik, da gre za tako imenovane sekundarne oblike debelosti. Zdaj ponavadi rečemo, ščitnico lahko pogledajo sami, pa potem, če najdejo hipotirozo, napotijo k tirologu. Drug možen vzrok hormonske debelosti je Cushingov sindrom. Ampak kar je pomembno vedeti, je to, da v bistvu Cushingov sindrom, to je prekomerno izločanje kortizola, visoke vrednosti kortizola. Nikoli ne povzroči samo debelosti. Tukaj imate, ker zdaj hormoni, kadar jih je preveč, ne delujejo samo na en organski sistem, ampak delajo v bistvu škodo na vseh organskih sistemih. Tako da to se nikoli ne pojavlja v obliki zgolj debelosti, ampak zraven imamo še številne druge zaplete. Tako da, če gre za Cushingov sindrom, niti ni nujno, da gre v bistvu za to, da se zredimo, lahko tehtnica spet pokaže isto, ampak se telesna sestava spremeni, tako da se zelo začne kopičiti maščevje visceralno, se pravi tle okrog trebuha, imamo tak velik obseg trebuha, zelo se nam stanjšajo, ker se zmanjšajo mišice, roke oziroma zgornje pa spodnje okončine, koža rata tanka, pojavijo se take sveže rdeče strije, zelo hitro dobimo modrice, dobimo sladkorno bolezen, dobimo arterijsko hipertenzijo, osteoporozni zlomi so, tako da vedno je več stvari. To je druga možnost. Potem so hormonski vzroki lahko pri nekih hipofiznih tumorjih oziroma tumorjih, ki so tlele na nivoju hipotalamičnih jeder, teh centrov, ki smo jih omenjali v sklopu metaboličnih sindromov, da je to okvarjeno in da ljudje zaradi organske okvare, zaradi tumorjev ne čutijo lakote pa sitosti. To je tudi redko, hipotalamična debelost, rečemo takemu stanju. Potem imamo pa v bistvu hormonske motnje, ki so pa posledica debelosti. Se mi zdi pomembno, da omenimo, da recimo moški hipogonadizem, pomanjkanje testosterona je zelo povezan z prekomerno telesno težo, ker takrat pride do zavore gonadne vsi,
testici začnejo izločati manj testosterona in moški imajo probleme s spolnimi funkcijami, z libidom, z jutranjimi erekcijami, in to je lahko posledica debelosti. In če se shujša, se lahko izločanje testosterona spontano popravi. Včasih pa takim bolnikom pomagamo s tem, da nadomeščamo zraven testosteron, ker nekateri potem nekoliko lažje začnejo telovaditi, začnejo gojiti zdrav življenjski slog. Tako da tukaj lahko pomagamo s testosteronom, ampak moramo vedeti, da je to v bistvu velikokrat posledica debelosti. Ali pa pri ženskah motnje menstrualnega ciklusa, pa neplodnost ali pa sindrom policističnih jajčnikov. Vse to lahko debelost zelo poslabša. Tako da imamo pa tukaj hormonske motnje, ki niso vzrok debelosti, ampak ki so posledica debelosti. Ampak primarno zdravljenje bi bilo najbolj tako vzročno hujšanje, nadzorovano. Tako da dejansko endokrinologa potrebuje majhen odstotek ljudi s prekomerno telesno težo, sodelujemo pa mi tudi v teh interdisciplinarnih timih za pripravo pa za vodenje bolnikov, ki pa imajo res to ekstremno obliko debelosti in ki imajo bariatrično zdravljenje debelosti, se pravi kirurško zdravljenje. Tako da to bo zdravnik vaš odločil. Se pa rutinsko splača preveriti, če nenadoma poraste telesne teže, pa zagotovo ščitnico, funkcijo ščitnice. To je pa tako pogosta bolezen in to pa najdemo, no, tako da to je pa fino, da se preveri, če vam naenkrat telesna teža uide. No, super. Še kakšno vprašanje? Smo kar vse obdelali. Če ne, se vam jaz vsem skupaj zahvaljujem za udeležbo, za aktivno diskusijo. Zelo prijetno mi je bilo v vaši družbi, no, tako da najlepša hvala za povabilo pa za to priložnost. Hvala tudi vam. Hvala tudi vam. Srečno, nasvidenje. Nasvidenje. Nasvidenje, hvala. Ja, nasvidenje. Dio. Dio.